Živijo. Danes je tema karbonski oziroma aluminijasti okviri. To je toliko ene snovi, da sem doma napisal skoraj celo seminarsko nalogo in vam jo bom prebral kar iz dnevne sobe. Danes je 20. februar, prijetnih 9 stopinj Celzija, drugače pa super oblačno vreme. Zapeljal sem se direkt v Italijo in zdaj imam v planu iti do Ronk in potem čez Doberdob nazaj. Lep 50-kilometrski krog za slabi 2 urci. Zdaj ima pa besedo moj alter ego iz svoje tople čumnate. Živijo, spet en nov dan in spet nova tema. Na predlog enega od gledalcev bom danes povedal nekaj malega o karbonskih in aluminijastih okvirih koles. Okvir kolesa je največkrat najbolj opazna komponenta celotnega bicikla. Večina kolesarskih okvirjev je narejenih iz aluminija in karbona, kot material za okvir pa pride v poštev tudi jeklo in titan. Morda tudi les ali ojačan karton, ampak to so že eksoti. Tisti, ki ste že lastniki takšnega ali drugačnega kolesa, boste verjetno zagovarjali svoj material, tisti, ki se še odločate za nakup, pa boste morda izvedeli kakšen nov argument. Glede na to, da sta jeklo in titan rezervirana za kolesa po naročilu, se boste v trgovini pred nakupom praviloma morali odločiti med dvema opcijama, karbon ali aluminij. Ta del odločitve je najlažji, ker je aluminij najcenejši. Proces izdelave aluminijastih okvirjev je v celoti avtomatiziran, medtem ko je pri izdelavi karbonskih okvirjev še vedno precej ročnega dela. Če primerjamo kolesi z enako ceno, bo specialka z aluminijastim okvirjem zagotovo imela za 1 ali 2 razreda boljšo opremo od karbonske. In prav oprema je tista, od katere je precej odvisno, kako se bo kolo obneslo pri vožnji. Bolj logično je torej kupiti aluminijast okvir z boljšo opremo. To je poleg cene ena najpomembnejših lastnosti pri izbiri kolesa. Karbonski okvir bo praviloma vedno lažji od aluminijastega. Seveda je možno izdelati tudi zelo lahek aluminijast okvir, ampak končni zmagovalec je zagotovo karbon, ki skoraj nima konkurence med materiali, če gledamo trdnost glede na težo. Seveda niso vsi karbonski okvirji enaki, tako da bo cenen karbonski okvir lahko tudi težji od visokokvalitetnega aluminijastega okvirja. Kakorkoli vzamemo, bo razlika v teži okvirja nekje med 200 in 300 grami, kar ni tako veliko. Potrebno pa je vedeti, da teža okvirja predstavlja samo približno 10% teže celotnega kolesa. Zato ponovno premislite, če res rabite karbonski okvir ali imate rajši dobro in kvalitetno opremo. Trdnost oziroma moč karbonskih vlaken glede na lastno težo je večja od jekla. Zato se tudi široko uporablja v letalski industriji in v motošportu. Karbon ima praktično neskončno življenjsko dobo, je pa zelo dovzeten za poškodbe ob direktnem udarcu. Na srečo je mogoče karbon dokaj enostavno popraviti, česar pa ni mogoče trditi za aluminij. Čeprav aluminijastih okvirjev načeloma ni mogoče popraviti, pa so cenejša ob morebitni zamenjavi. Aluminij tudi prenese kakšen padec ali udarec, pa bo še vedno primeren za vožnjo. Aluminij ne bo trajal večno, nekaterim kolesarjem se po več letih zdi, da se je material nekako omehčal ali razmajal. Ne glede na material okvirja, redno preverjajte, če je okvir cel oziroma da ni počen. Najlažje tako, da potrkate recimo s prstanom po različnih delih okvirja, zven oziroma klik pa mora biti čist. Če slišite hreščeč zvok, je to slabo znamenje. Moderni okviri so tako ali tako precej vzdržljivi, zato boste lahko katerikoli okvir ob primernem vzdrževanju vozili zelo dolgo. To je sobota dopoldne, je kar nekaj gneče. Padci in nesreče se dogajajo, kar bo aluminij bolje prinesel, sicer pa je poceni ob zamenjavi. Karbonski okvir bo lahko prej poškodovan, vendar ga je mogoče popraviti. Lepo govori, ne? Kar naprej. Sodobna kolesa so zelo odzivna in toga, hkrati pa se na njih ne počutimo pretirano neudobno. Okviri so bočno togi, vertikalno pa rahlo elastični. Ko močno pritisnete na pedala ali se nagnete v ovinek, se tok okvir upre torzijskim silam, ki bi vam sicer jemale moč in energijo. Z tehničnega vidika je karbon tukaj boljši. Z aluminijastimi okviri lahko proizvajalci izdelajo konkurenčno kolo z uporabo različnih oblik cevi in različnih debelin vzdolž cevi. Ampak karbonska vlakna imajo enostavno toliko več manevrskega prostora za prilagajanje okvirja lastnostim vožnje. Razlike so za večino kolesarjev minimalne.
Na kolo se hitro navadimo, tako da bi razliko med karbonskim in aluminijastim okvirjem opazili le takoj po menjavi kolesa, že po nekaj minutah vožnje pa ne več. Večina povprečnih kolesarjev bo enako hitrih ne glede na okvir, oziroma bo na vašo hitrost bolj vplivalo število piv, ki ste jih spili prejšnji večer, kot pa material, iz katerega je narejen okvir. Na splošno velja, da je aluminij bolj tog in trd, zaradi česar je vožnja z njim bolj neudobna in ostra, medtem ko je karbon bolj upogljiv in bolj udoben. To je bilo mogoče res pred 20 leti, danes pa je takšna razlaga že zastarela. Aluminij je precej mehek material, zato so bile v preteklosti cevi debelejše, da so zagotavljale moč in trdnost. Karbonski okvir bo zaradi svojih bočnih in vertikalnih razlik v togosti deloval bolj udobno, hkrati pa bo dovolj tog pri močnem poganjanju. V zadnjih desetletjih se je tehnologija pri oblikovanju aluminija zelo približala karbonu. Proces obdelave aluminija sedaj dovoljuje izdelavo, da je aluminij vzdolž cevi različno debel ali tanek, tako da je tudi z aluminijastim okvirjem mogoče doseči podobno bočno togost in vertikalno mehkobo. Pri modernih kolesih bo razliko v udobju dveh koles zelo težko ločiti, še posebej, ker je udobje odvisno tudi od ostale opreme, naprimer sedeža, gum in krmila. Karbonska vlakna so omogočila dizajnerjem nove poti pri oblikovanju okvirjev koles, njihove oblike so mehkejše, zaobljene in bolj privlačne. Obdelava aluminija je tako napredovala, da lahko izdeluje enako privlačne in aerodinamične okvirje. Tudi varjeni spoji so skoraj nevidni, tako da je aluminijaste okvirje skoraj nemogoče na hitro ločiti od karbonskih. Nekateri celo smatrajo, da so varjeni spoji lepi, še posebej, če so ravni, čisti in poudarjajo kvaliteto izdelave. Še posebej pri gorskih kolesih dajejo varjeni spoji kolesu tisti videz trdnosti in varnosti. Na koncu koncev je lepota stvar okusa, tako da je popolnoma odvisna od lastnika kolesa, s čim bo zadovoljen. Najpomembnejše je, da boste s svojim kolesom zadovoljni in da se boste z njim dolgo in veselo vozili. Glede na vse te informacije se boste sedaj morda lažje odločili, kaj izbrati pri nakupu. Modne smernice v kolesarski industriji so zelo nagnjene v korist karbona. Razmislite, kakšen je vaš proračun, kako boste uporabljali kolo, koliko vam pomeni udobje. Morda sploh ne potrebujete karbona, ampak se vseeno vprašajte, če boste morda zardevali, ko vas bo kdo vprašal po novem kolesu, če je karbonc. Na koncu koncev pa je vse v kolesarju. Ne pomaga nič, če ni v moži. Izberite okvir, s katerim se boste radi vozili in boste nanj ponosni. Evo, pa sem v Novi Gorici. To je bila ena taka ravninska 57-kilometrska furca. Porabil sem 2 uri in 3 minute, skoraj 28 povprečje. Upam, da vam je bila tema o kolesarskih okvirjih všeč. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.